Še bom rekel, v starih časih, ko je bilo še takšen čas, ko smo zdaj mi bolj hladno kot zdaj, ne pa tako, kot smo imeli 14 dni nazaj skoraj spomladansko temperature, je velikonočnica hitrejša. Kot rečeno, pride k nam že ven v februarju cveti, včasih je bilo pa res, da bolj okoliko velike noči in očitno je ime dobila potem, ker je v tistem času začela cveteti. Zdaj pa veliko noč je ostala koledarsko tam, kjer je, vidimo pa, da so zime niso tako bogate s snegom in vsem tem in zato je toliko prej že ona napravi svoje. Zaščitena roža je enostavno zaradi tega, ker je tako malo v prostoru. Samo 3 rastišča so. Najbolj znano je sicer iz preteklosti na Boču, kjer cveti nekoliko kasneje. Mogoče še danes še kakšna cvetica se najde, glede na to, da je pač na višji višini. Oni so na okoli 1900 metrov, mi smo na 350 metrih višinske. Skratka, tam je bolj hladno in zato cveti nekoliko kasneje. In ker je tako redko rastlina, je pač zaščitena zato, da se enostavno ohrani. Tako kot živali, kjer se število zmanjšuje ali pa manjša, je potem treba drugačno vlogo jim dati oziroma pozornost zahtevajo. Roža je očitno zelo zahtevna, ker vidimo, da tudi pri nas okoli, ko bi rekel, saj na Ponikvi je pa več možnosti, kjer bi rastlo, ker so enaki pogoji, ampak nekako ne uspeva. Samo na tem delu je stepska rastlina to, Pulsatilla grandis oziroma veliki kosmatinec, kot mu pravijo, obstaja tudi mali kosmatinec. Zaradi tega, ker je to ta travnik, vidite, da ga se ne vzdržuje, bom rekel, intenzivno. To pomeni, da ni gnojenja, ni redne košnje, kosi se samo enkrat letno. Skratka, zahteva neko posebno obdelavo tal in priprav za to, da lahko uspeva. Mi v jeseni po to grmovje, ki ga vidimo v ozadju, odstranimo vsako toliko časa, zato da se ne zarašča v rastišče. Medtem ko na samem rastišču samo v juliju se enkrat pokosi in trava odstrani in to je to. Tako da je treba malo drugače skrbeti in ustrezna je očitno apnenčasta tla. Smo namreč na Ponikvi, Ponikvah, kraški svet je tukaj. Tako da tukaj je zemlja zelo tanka, plast zemlje od spodaj pa apnenec in očitno ji to nekako uspeva z južno lego. Seveda pa očitno igra tudi vlogo same spremembe temperatur, ki so vlaga v pravem času, ne vemo, december, januar rečemo, in potem, ko pride ven v februarju, že konec februarja, so rezultati preteklega dela narave, ne toliko nas.
Število velikonočnic na tem rastišču se giblje od do, različno glede na sezono. Tukaj veliko našega vpliva ni pri sami stvari, tu dela narava svoje. Letošnje leto je bilo dosti bogato. Zavod, ki izvaja kontrolo oziroma meritve tudi na samem terenu, jih je letos naštel 888. Medtem ko lansko leto, ki je bilo eno najslabših v zadnjih letih, je bilo samo 388. Tako da letos 500 več. Smo pa že tudi imeli rekordno pred nekaj leti okoli nekaj manj kot 1800 primerkov. Tako da to je največje in tudi najbolj zahodno rastišče v Sloveniji. Vsi so dobrodošli, mi sicer to naredimo tudi skozi propagando, da lahko pridejo pogledat. Ne pričakujemo pa masovnega v tisočih, da bi hodili, ker potem vprašanje, kako se bi vse skupaj naredilo, oziroma kako bi lahko mi varovali jo in obvarovali. Ker veste, pri tisočih, 1500, kolikor letno beležimo obiskovalcev, če jih gre 5% preko, je ena zadeva, če jih gre pa pri 10 000 5% ven, je pa uničeno rastišče. In tega se izogibamo, kolikor se da.